gospodinstvom iz samo obnovljivih virov energije. Tega nima še nihče v Sloveniji in hkrati tudi eni redkih v Evropi, ki se odločamo za tako velik obseg oziroma tako velik tržni delež kupcev iz samo obnovljivih virov. Se pravi, vsi naši kupci bodo dobili energijo iz obnovljivih virov, vetra, sonca in vode. Na eni strani so tu elektrarne, ki proizvajajo energijo na obnovljivi način. In te imajo potrdilo, da to proizvajajo na obnovljivi način. In tudi na koncu leta javna agencija izbere te podatke, koliko so te obnovljive elektrarne proizvede energije. Na drugi strani smo tukaj mi, ki kupimo od njih to potrdilo oziroma te količine te obnovljive energije in potem na koncu so kupci, ki dobijo potrdilo od agencije, da so to, kar so porabili, tudi dobili iz obnovljivih virov. Se pravi, ta količina gre recimo najbolj plastično od hidroelektrarne k nam, od nas do zadnjega kupca. In zato skrbi Javna agencija Republike Slovenije, da so ta potrdila usklajena in da je vse v najlepšem in najbolj čistem redu. Se pravi, ne gre za našo neko interno odločitev, interni papir, interne evidence, ne. Vse to vodi Javna agencija in tudi vsak naš kupec bo dobil potrdilo od agencije, da je to, kar je porabil, iz obnovljivih virov. Mi radi rečemo energetska revolucija ali pa energetska evolucija. Gre se za to, da uporabljamo času primerne tehnologije, ne pa tiste tehnologije, ki so bile zanimive v neki pretekli dobi. In tehnologije današnjega časa so obnovljivi viri energije, ki predstavljajo boljši učinek za okolje, predstavljajo evolucijo, predstavljajo napredek. Odločitev podjetja, Elektrocelje, da postane pionir na tem področju, da da nek zagon, nek model, nek vzor za gospodarstvo, je sigurno v koraku z energetsko evolucijo in zaradi tega smo pripravljeni to pobudo javno podpirati.